Prijeten pozdrav, dragi gledalke in gledalci. Ja, že krepko smo v septembru, počasi se nam bliža tudi hladnejša jesen. In verjetno se v takšnem obdobju tudi vi sprašujete, kako pa boste v jesensko-zimskem vremenu poskrbeli za svojo redno telesno vadbo. Dobra novica je, da je takole začetek jeseni kot nalašč za rešitev tega problema, saj se bodo začeli organizirani tečaji telesnih vadb. In zato bi vam danes radi predstavili delovanje sportkluba, kjer imate dobesedno vse na enem mestu. Ne samo vadbe, ne tudi wellness, pa pomoč pri rehabilitaciji, mamice, ne tiste, ki nas zdaj gledate, pozor, imate celo varstvo za otroke med tem, ko vi vadite, pa še bazen, ni da ni. In torej danes bo tudi zanimiva tema, govorili bomo celo o hormonih in z nami je Peter Bele, vodja centra. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, dober dan. Preden se lotiva vadbe, tako za starejše kot tudi mlajše in vse, kar bi rada izvedela, pa drage gledalke in gledalci, pozor. Vsi tisti, ki boste poklicali tekom oddaje ali zato, da bi kupili kakšno mesečno karto, če kupite mesečno karto, dobite tudi brezplačno osebno svetovanje, več o tem bova seveda tudi povedala. Če bi vzeli letno karto, imate 25% popust tekom oddaje in pa jutri, ko bo dan odprtih vrat. Ampak nekaj je še pomembnejšega, ne? Lepa nagrada se obeta nekomu, ki ga bomo izžrebali tudi v eter. To pa je? To je 3-mesečna karta z osebnim svetovanjem. Brezplačno. Brezplačno. Torej, ne glede na to, ali boste naročili karto ali ne, nekdo izmed vas, če boste poklicali, pustili podatke v režiji, boste proti koncu oddaje tudi izžrebani. Veliko se nam obeta, ampak Peter, greva lepo po vrsti. Omenila sem, kaj vse imate, ampak to je res vse na enem mestu? Ja, res je. Pri nas združujemo praktično storitve za nego in dobro počutje na enem mestu. Od fitnesa, vodenih vadb, krasnega wellnessa, bazenov, rehab centra, kjer se pač lahko rehabilitira naše stranke po poškodbi ali preventivno. Krasne masaže ponujamo, skratka vse na enem mestu. To je tudi meni, v bistvu, če tako gledam, pomembno, ne? Da ne izgubljamo časa, sploh mamice, ki imajo majhne otroke, lahko torej vadijo, vi pa poskrbite še za varstvo, ne? Ali pa babice. Ja, res je. Mi poskrbimo praktično za celo družino. Ko se očka in mamica odločita, da boste prišla na trening, mi prevzamemo njihove malčke, z njimi se ukvarjajo naše vzgojiteljice, ali delajo domače naloge, ali so pa aktivno preživljajo prosti čas. Zdaj v jesenskem času, ko so lepi popodnevi, grejo z otroci tudi na sprehod v okolico našega centra, ker smo locirani v krasnem športnem parku Kodeljevo v Ljubljani, tako da je poskrbljeno praktično za vse. Ja. Videla sem, prej sem omenila babice, gospo, ki je hodila na jutranjo vadbo in ker je pač vsak dan pazila malčka, je rekla, ali drugače ne bom hodila, kot da gre pač z mano, in se je odločila tudi za center, kjer so ponujali varstvo, in to je super priložnost, ne? Ja, res je. Ne povem še to, da imamo res krasne trenerke vodenih vadb, ker v bistvu razumejo tudi babice, starše in tako naprej. Tako da včasih kakšen otrok, kakšen malček pravzaprav lahko telovadi tudi zraven med vodeno vadbo. Omenili pa ste mi pred oddajo, da ste edini, ki ponujate pred treningom hormonske meritve. Ali mi lahko tole zdaj razložite? Ja, pravzaprav edini ponujamo analizo hormonov v našem centru in na podlagi teh hormonskih analiz potem opravimo tudi svetovanje glede treningov, glede aktivnega načina življenja. Hormoni so eni ključnih elementov v našem telesu, ki pravzaprav uravnavajo naše počutje, našo aktivnost, spanje, hranjenje in tako naprej. Ampak to me zanima, kako na osnovi hormonov potem določite vadbo? Nekaj ključnih hormonov bom omenil, ki so pomembni v našem telesu. Stresni hormon kortizol, pri moških in tako pri ženskah tudi hormon testosteron in pa hormon inzulin, ki uravnava pravzaprav sladkor v krvi.
ko testiramo hormone, smo zelo pozorni predvsem na hormon kortizol. Kortizol je namreč hormon, ki če je pri veliki meri v naši krvi, povzroča, da smo v stresnem stanju, in če je vadba recimo preveč intenzivna, če vadimo preveč, predolgo časa, recimo nekje med 30 do 40 minut, je vadba, ki je optimalna. Medtem testiramo hormon kortizol in na koncu ugotovimo, če je kortizol previsok, potem vadbo znižamo. Skratka, da ljudi ne preobremenjujemo z vadbo. Kako pa bi lahko potem to starostno omejili? Verjetno ni omejitev, ne? Namreč nekateri starejši rečejo, fitness pa je za mladega, ampak ni tako, ne? Ne, nikakor ne. Pri nas praktično poskrbimo za vse generacije. K nam prihajajo pravzaprav od dijakov, šolarjev pa do študentov, ki smo locirani na fakulteti za šport, aktivna populacija in seveda tudi starejši, seniori, tudi za njih poskrbimo. Imamo posebne programe za njih, tako vodenih vadb kot na fitnessu naši trenerji pripravijo za vsakega pravzaprav osebno svetovanje, osebni pristop je pri nas ključen. Kako pa naj vemo, katera vadba pa je primerna v bistvu za nas, pa na zmožnosti? Vidimo nekaj, kar nam je všeč, ni pa nujno, da bomo zdržali. Vsekakor, ne. Vsakdo se pač odloči, najprej je seveda želja. Željo spoštujemo in želja je pač ključna. Nekdo, ki bi z neko vadbo rad začel, mu seveda to omogočimo, mu pa seveda priporočamo še kakšno vadbo glede na njegovo psihofizično stanje. Morda nekdo, ki je slabše gibljiv, več poudarka na jogi in pilatesu, nekdo, ki bi rad zgubil kakšen kilogram telesne mase, mogoče več kardio vadbe, bolj intenzivne vadbe, kot so shape-boxing, piloxing. Nekdo, ki rad recimo se giba v plesu, pa zumba je ena taka zelo prijetna vadba. Vse združi, ne? Glasba pa še vadbo. Tako je. Kako pa je potem tukaj v tem primeru še za mogoče moško populacijo? Za moške organiziramo predvsem vadbe v fitnessu, seveda moški imajo radi mišice, pokažejo mišice, tako da jim pač tukaj nudimo osebno svetovanje. Za njih so pa primerne tudi kakšne vadbe Metabolics. Metabolics je recimo vadba, ki je zelo intenzivna, traja tam 30 do 40 minut, o tem sem že prej par besed rekel. Potem kakšni visoko intenzivni treningi, high intensity interval trening, ki traja tam 20 do 30 minut, lahko v skupini, lahko individualno. Zelo priljubljena vadba je tudi vadba TRX, to je vadba na posebnih trakovih. Mimogrede, to vadbo so razvili ameriški marinci na terenu, potem so pa začeli tudi komercialno ponujati. Zelo, zelo fina vadba. Tako, drage gledalke in gledalci, tekom oddaje lahko pokličete, naročite tudi mesečno vadbo, fitness in ob tem boste prejeli celo brezplačno osebno svetovanje. Če pa se odločite za letno karto, pa imate tekom oddaje in pa jutri, ko bo potekal v Sportklubu dan odprtih vrat, celo 25% popust. Lepo darilo, ampak naj še omenim tukaj vsi tisti, ki boste poklicali, ne glede na to, ali boste vzeli mesečno letno karto, pa bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel 3-mesečno brezplačno karto z osebnim svetovanjem, ne? Tako je. Če omenimo tole osebno svetovanje, kdo pa se ga v bistvu navadno posluži? To je verjetno tudi potem vadba s trenerjem ali je to ločeno? Tako je, to je običajno vadba s trenerjem. Vsaka naša stranka, ki pride k nam, ji zagotovimo pravzaprav 2 zastonj uri svetovanja. Skratka, vsaki stranki nudimo zastonj 2 uri svetovanja. Tista, ki želi bolj napreden trening, se potem lahko odloči za vadbo z osebnim trenerjem. Vadba z osebnim trenerjem je seveda bolj učinkovita, zato ker trener stranko spremlja od začetka do konca. Vsako uro pripravi poseben program za njo. In na podlagi tega so seveda rezultati bistveno boljši, ker običajno se dogaja, da ljudje zelo intenzivno začnejo vaditi, kar prvih nekaj treningov so zelo intenzivni, potem pa ta intenzivnost upade, bodi se zato, ker so bili preveč angažirani, če so trenirali sami, tako da trener pa jih praktično vodi
skozi daljši proces, 2-3 mesece ali pol leta. Ne. Pa se mi zdi, da včasih ni samo, ne, da so preveč vadili, včasih se zaženemo, ne, sploh ženske, potem pa kar odnehamo, ne, mogoče ali se dobro počutimo, ali pa ne vem, ne, ker ni potem več tistega adrenalina, kot bi bil na začetku. Tako je, na začetku vedno radi pač investiramo več energije. Ne. Je pa tukaj tudi pomembno seveda hormonsko ravnovesje, hormonsko stanje, to, kar sem že prej rekla, in tle je naš pristop zelo napreden. Skratka, mi poskušamo ta začetni hype držati ves čas. Ne. Kakšen pa je v bistvu ta sploh trend, da se kdo posluži osebnega trenerja? Koliko ljudi pa se dejansko odloči za ta profesionalni pristop? Moram reči, da praktično večina ljudi, ki se udeležijo vadbe v fitnessu, se potem odloči tudi za krajše, eni pa za daljše ali pa stalno sodelovanje z osebnim trenerjem. Ne. Zelo redki trenirajo sami, tisti, ki so že napredni, recimo, ki trenirajo že vrsto let, se potem odločijo, da sami trenirajo ali pa se posvetujejo občasno s trenerjem, sicer pa stranke zelo rade vzamejo trenera ali pa trenerko. Ja. Veste, kaj mi je pri vas tudi to všeč, ne? Da lahko izkoristimo tudi bazen. In potem je res vse na enem mestu. Ja, res je. Pri nas naše stranke lahko tudi plavajo v 25-metrskem bazenu, imamo posebej organizirane termine za naše stranke, imamo pa zelo krasen wellness. V wellnessu imamo več vrst savn, od finske, turške, infrardeče savne in 12-metrski bazen, whirlpoole, hladne bazene, tako da praktično se sprostijo ljudje po vsakem treningu. Ampak to res ni, da ni. Pa verjetno potem še izkoristijo mogoče kdaj dopoldne, ne, takole, če so prosti naši gledalci. Ja. Nekateri pa, ko so v službah, gredo verjetno popoldne, ne? Tako, večina obiska je popoldan, seniori, upokojenci, teh imamo v naši okolici kar precej, naši sosedi pa radi pridejo tudi dopoldan k nam potelovaditi. Ja, ker je še vse prosto in potem so popoldne lahko. So prosti. Ja, točno tako. Tole glede bazena me še zanima, ne? Kaj lahko, mislim, sami plavajo ali tudi tukaj še kaj svetujejo? Namreč vidim, da se kar jih nekaj poslužujejo potem plavanja, ne, zato da razgibajo mišice, pa gredo iz fitnessa pa lahko v bazen. Grejo v bazen, se v bazenu sprostijo, zaplavajo. Tisti bolj ambiciozni imamo tudi trenerje za plavanje, se pa lahko odločijo za plavanje v bazenu s trenerjem. Trener jih pač poduči, pomaga pri tehniki plavanja in tako naprej. Malo poprej sem omenila, ne, da imate jutri dan odprtih vrat, dragi gledalke in gledalci, vse imate brezplačno. Ne? A še lahko kaj poveste? Vse je zastonj, praktično vse je zastonj, vse vadbe, fitness so zastonj, cel dan praktično, več si lahko naši gledalci naše stranke ogledajo na naši spletni strani in na Facebooku, lahko nas pokličejo po telefonu, bodo dobili praktično vse informacije. Bomo pa zastonj ponujali tudi napitke, šejke, smutije, ne, velik poudarek dajemo tudi na pravilni prehrani, na športni prehrani. To bova zdajle povedala, ja. Tako da jutri je to vse zastonj pri nas. Kje točno ste locirani za tiste, ki mogoče pač nimajo Garmina, ne, da ne bodo našli? Mi smo locirani v krasnem športnem parku Kodeljevo, en izmed večjih parkov v Ljubljani, praktično v centru, blizu centra mesta, na fakulteti za šport, na Gortonovi ulici 22. Več lahko preberete tudi na njihovi spletni strani www.sportslub.si. Tako je, slup. Ja, ne, če rečemo sportklub, pa bo kdo kaj opisal. Ja. Potem se še pa to pove. Omenili ste prehrano. Mi skozi oddaje spoznavamo, ne, da dejansko res vse se stoji na sami prehrani. Kako pa vi v bistvu gledate na njo? Verjetno je spet drugače, ne? Starost, fizična aktivnost. Res je. Naša filozofija temelji na 3 stebrih. Eno je trening, spanje je zelo pomembno in seveda prehrana. Prehrana ne bi bila čim bolj raznolika, skratka čim bolj sveža, čim bolj sveže pripravljena in seveda pri nas pa ponujamo našim strankam hrano za sabo ali hrano pravzaprav v samem centru, to pa pretežno zauzema razne zelo zdrave smutije, ker je tudi vsa sveža zelenjava, sveže sadje in pa seveda beljakovine. Beljakovine so ključno prehransko dopolnilo v
v športu. Že desetletja nazaj so te zadeve ugotovili pri športnikih. Vedno več raziskav je pa tudi na področju običajnih ljudi, rekreativcev, žensk in seveda tudi starejših ljudi. Ugotavlja se namreč, da uživa premalo beljakovin, ne. Tako da mi poskušamo na tem področju tudi izobraževati, informirati naše stranke in širše, ne. To, kar ste zdaj rekli, ne, naši redno gledalci lahko spremljajo tudi v naših oddajah in prav o beljakovinah, ki ste jih zdaj omenili, smo imeli prav posebno oddajo, ne, kako je pomembna že pri ženskah po 35. letu zaradi gub. Še to bomo imeli eno oddajo, ne, kar se tega tiče. In tudi vi o tem govorite, ne? Ja, seveda, beljakovine so ključna hrana, ključni gradni element pravzaprav telesa, vsakega živega organizma. Vsake človeške mišice so zgrajene iz beljakovin, če jih ne uživamo dovolj. Pomeni, da naše telo v vsakem primeru beljakovine rabi in jih potem uporabi iz lastnih mišic. Tega si pa seveda ne želimo, ne. To je res, ker potem, kako je rekel naš gost, sami sebe jemo. Sami sebe jemo, Na tako je. starost potem, a ne? Torej, dragi gledalke in gledalci, lahko naročite mesečno karto, lahko tudi letno. Če naročite letno, imate 25% popust na telefonsko številko 01 589 6636. Če boste pustili svoje podatke, bomo med vami že kaj kmalu po koncu oddaje izžrebali tudi nekoga, ki pa bo prejel kar 3-mesečno brezplačno vadbo in to celo z osebnim trenerjem. Nikar pa ne pozabite, da je jutri celo dan odprtih vrat Sportkluba na Kodeljevem. In z nami je prav vodja centra. Veliko sva že v bistvu zdaj obdelala v vsem tem času. Je kaj takega, mogoče kar vprašajo vsi tisti, ki pridejo k vam, pa mogoče sama nisem izpostavila tisto pomembnost, kar se tiče same vadbe, mogoče pristopa trenerja? Ja, seveda, veliko ljudi se namreč odloča za kombinacijo različnih vadb, ne, tako kot ste že poudarila, ste me že vprašali. Grejo hkrati na fitness, pa potem kakšen drug dan izberejo kakšno vodeno vadbo. Vedno jih zanima seveda tudi plavanje in pa wellness. Zelo velik poudarek dajemo seveda na preventivni vadbi v našem rehabilitacijskem centru, kjer imamo usposobljene 3 fizioterapevtke in enega fizioterapevta, kjer v bistvu pravzaprav svetujejo strankam, kateri se začnejo pojaviti kakšne degenerativne spremembe, ali se pa med treningom pojavijo kakšne težave, bolečine. To je precej običajno, da se kakšna zadeva vname, pa potem to poservisiramo, da je zadeva tako urejena. To mi je zanimivo, ne? V bistvu to je kar veliko, če imate skoraj 4 fizioterapevte, ne? V bistvu gre za, vidim, da kar velik prostor oziroma... Ja, ogromen fizioterapevtski rehabilitacijski center, tudi s posebno dvorano, kjer lahko izvajajo vaje za pač tistimi, ki to potrebujejo. Vse skupaj s trenerji in sicer imamo tam med 45 do 50 sodelavcev, ki skrbijo za dobro počutje. To pa je veliko, naših strank, to ste pa res velike. Ja. Vse na enem mestu dejansko, kot rada omenjam, ne? Ker nam potem dejansko res ni treba iti, ne? Nekam drugam se voziti in pač parkiramo in potem ja, rehabilitacija, wellness. Poskrbimo za vse, tako, ja. Glede na to, da se tako kdaj gledalci, a ne, gredo med kanali, ne, za tiste, ki ste se nam ravnokar pridružili, predstavljamo Sportklub, ki se nahaja na Kodeljevem, jutri bo dan odprtih vrat. In kot sva z vodjo centra vse omenila, gospodom Petrom Beletom, imate tam vadbe, potem wellnesse in vse na enem mestu. Torej, če želite, lahko pokličete na telefonsko številko 01 589 6636 in se naročite morda na mesečno karto. Če vzamete mesečno ali pa 3-mesečno, imate celo brezplačno osebno trenerstvo zraven, oziroma kaj lahko rečemo, svetovanje, ne? Če pa vzamete letno karto, pa imate zdaj v tekom oddaje in pa jutri, ko bo potekal dan odprtih vrat, 25% popust. O tem dnevu odprtih vrat bi še rada kaj več povedala, ne? Ker če vse zastonj, ne? Vse zastonj, tako je. Vse se lahko poizkusi, vse se lahko uporabi, vse naprave, vsi trenažerji, lahko se pridejo ljudje pogovoriti s trenerji, posvetovati, lahko se naredi kakšen plan za bodoče, vse to bo zastonj.
Skratka, vse vadbe bodo potekale zelo intenzivno na 30 minut, tako da bojo lahko stranke oziroma tisti, ki bojo prišli, poizkusili vadbe, pravzaprav tudi več vadb hkrati in ne bodo tako intenzivni kot običajno. A ne? Potem prišli bodo Dunking Devilsi, to je košarkarska skupina, zapeslali bojo bodoči svetovni prvaki, ki ravno odhajajo na svetovno prvenstvo z Libero Dance centra. Mi smo jih pripravljali kondicijsko, sodelujemo tudi ne samo z rekreativnimi športniki, ne, ampak tudi z poprofesionalnimi, profesionalnimi športniki z različnih športnih panog. Tako da pri nas znanje, ki ga uporabljajo športniki, prenašamo tudi na rekreativce, na aktivno populacijo. Ja, potem ta profesionalni del pa je že čisto drug svet, ne? Ja, seveda, ja. Tle pa je poudarek še na bolj detaljnih analizah, na detaljnih treningih. Ne. Ki vse vi izvajate, ne? Ja, za vse poskrbimo mi, tako. Torej, če mogoče še niste slišali, v sportklubu vam pred vadbo premerijo tudi hormone in na osnovi tega dodelijo potem, kakšna vadba je primerna za vas. Darja, koliko še imamo oddaje, namreč ne smemo pozabiti, da pred koncem oddaje bomo tudi poklicali nekoga, ki bo prejel tole lepo nagrado. Kaj kmalu nam bodo v režiji sporočili tudi številke in potem lahko boste vi izbrali, ne, med, ne vem, ena in koliko, ne, da boste izžrebali nekoga, ki bo takole v eter prejel nagrado. Upam, da bomo gledalca tudi poklicali, da takole pove, ne, kako pa je ob tem. Seveda, da se pogovorimo, da mu damo kakšen nasvet. Tisti, ki bodo prihajali k nam, je primerna svoja športna oprema, ne. Ja. To so kakšne superge, hlačke, pajkice, recimo za ženske, majčka in pa kakšna brisača, bidon. Vse to seveda tudi lahko dobijo pri nas, tisti, ki bomo morda pozabili doma. Ne. To se rado zgodi, ja? To se rado zgodi, tako je. Sicer pa svetujemo našim strankam, da si torbo za šport pripravijo že zvečer, jo imajo ves čas v avtu in praktično lahko skočijo k nam, kadarkoli se peljejo mimo nas in imajo kakšno urco časa. Torej, samo da pomenim še enkrat številko za naročila 01 589 6636. Zdaj imate torej ugodnosti. Včasih je dobro misliti prej, ne, na jesen pa na zimo. Namreč jaz iz lastnih izkušenj povem, da že tam, ne vem, v marcu ali pa aprilu pogledam stvari, ki vem, da jih bom potrebovala za poletje in ne čakam potem na redno ceno, če so kje popusti vzamem, ne, in tukaj imamo tudi priložnost, ja, da izkoristite celoletni popust, a ne. Praktično vsak mesec je pač cena višja, tako da ravno zdaj v tem momentu pa smo se odločili, da ponudimo ta 25% popust, ker se veliko ljudi ravno zdaj odloča in izbira pravzaprav, kam bodo šli telovaditi. Bomo pa seveda, ker ste omenila zimo, pripravili tudi program na smučanje. Aha, kaj pa je to? To se običajno pojavi v oktobru, sredini oktobra, ker praktično vse stranke naše, ki bodo želele se pripraviti na smučanje, bojo imele en poseben program, ker bojo delale skupinsko vadbo za pripravo na smučanje. Kasneje pa seveda pripravljamo tudi eno presenečenje za vse naše člane, ki jih bomo pač odpeljali na dvo- ali trodnevno smučanje, ker bomo smučali in se zabavali. Wow. Ja. Včasih prav rečejo, ne, pred zimo, da bi morali biti bolj pripravljeni, ne, da gremo kar takoj na smučija, ne, ker potem noge ne prenesejo pritiska. Seveda, noge so tle ključni, trup, mišice nog, trupa. Poleti se dogaja, recimo vsi želijo biti poleti lepo fit, ne, ja. Pred poletjem mesec, dva, tri prihajajo k nam, ampak ne povem tisti, ki začnejo že zdaj, septembra, oktobra, bojo praktično celo leto ohranjali dobro kondicijo, lepo telo, tako da nobenih skrbi spomladi, a ne. Kaj pa ugotavljate, da navadno se potem odločajo pred poletjem? Večina se seveda še vedno, v šoli so nam rekli, da smo kampanjski, tisti, ki smo se učili pred kontrolnimi ali spraševanji, tako da večina ljudi kampanjskih in dela pred poletjem in zelo intenzivno, ne. Ampak prav je, da začnejo že zdaj, ne. Ja, sploh pa ne, če niso potem tako intenzivno kot pa tisti, ki so bolj pridni in imajo več časa, ne? Tako je, seveda.
Iz režije bom prosila, da mi počasi javijo, torej, če lahko izvedemo že zdaj tole nagradno igro. Še 5 minut imamo do konca oddaje, ampak vendarle ne, bova zdaj povedala številko, pa tistega tudi poklicala. A Darja, mi lahko potem prosim daš zdaj podatke. Imate torej še samo kakšno minutko ali pa 2, da pokličete na številko 01 589 6636. Med vsemi, ki boste poklicali v režiji, pustili podatke, bomo izžrebali torej nekoga, ki bo prejel popolnoma brezplačno 3-mesečno vadbo z osebnim pristopom. Malce še počakajmo, torej zdaj imate možnost, da se odločite ali mogoče še za mesečno karto ali pa celo letno. Takole, Peter, ne, vi verjetno skozi vso leto vadite? Ja, vsi moji sodelavci, ne, seveda smo praktično vsak dan vpeti v aktivno športno življenje. Tako da ja, pravzaprav res skoraj da ne mine dan, da ne potelovadimo, naredimo kakšne vaje, gremo na kakšno vadbo. Tako da. Povejte mi eno številko, Darja, od koliko imamo? Gremo od 1 do 30? Pa ker smo ravno pri 25% popustu za letno karto, izberimo številko 25. Prosim režijo, če torej pokličejo tistega, ki je pod številko 25, pa upam, da dobimo gledalca ali pa gledalko tudi na linijo. Ta čas, ne, pa še lahko kaj poveva. A je tole pri vas? Ja, to so pa Fanti Ducking Devils. Mislim, da jih gledalci kar poznajo, so slišali za njih. Oni so akrobatska košarkarska skupina, takole izgleda en dan odprtih vrat pri nas, in oni redno seveda trenirajo pri nas, potem pa v takšnih dogodkih tudi pokažejo, kaj so se pravzaprav naučili. Začeli so z eno skupino, zdaj mislim, da je teh fantov že za 3 ali 4 skupine. In ja, prav zanimivo je. Imamo tudi DJ-ja, tako da je zabava, ves čas se dogaja čez cel dan. Tukaj vidimo vaše dvorane, ne? Ja, to je naša dvorana, zelo lepa, zračna, svetla. Ljudje se dobro počutijo pri nas. Včasih je treba samo slišati, ne, pa videti tudi, ker mogoče ja mlajši, ne, zdaj, če gledamo res tiste, ki se torej predajajo, ne, športu res pogledajo, fitnese in vse to. Drugi pa ne vsi, ne, jaz zmeraj rečem, da nimajo vsi interneta. In potem je takole, imamo možnost pogledati. Sem slišala, Darja, hvala lepa. Gospa Marjana Škrabar pa je z nami. Ja, dober dan, lep pozdrav v studio. Ja, lepo, da ste takole poklicali. Vi že zdaj mislite na jesen pa zimo? Ja, zelo sem vesela. Hvala lepa. Ja, a veste, kaj ste dobili? Ja, nekaj, da bo začetek, da dobim volo, pa naprej, ne? To imate pa prav, 3-mesečno, ne? Tako je, dober dan, gospa Marjana. Dober dan. Dober dan, mi vam poklanjamo ne samo začetek, ampak tudi svoje nadaljevanje, ne? 3-mesečno karto z osebnim pristopom, z osebnim svetovanjem. Prišli boste do nas in seveda vam bomo pripravili en prav poseben program samo za vas, po vaših zmožnostih in željah. Ja. Kakšne so pa vaše želje? Kakšne želje imate? Ja, veste kaj, jaz sem že kar takole malo v letih, 62 let in nekako se postava začne malo spreminjati, ne? Tako da vi poznate verjetno te stvari. Ja, to ni noben problem. Mi vam bomo seveda pripravili program, mišice bodo dobile svoj tonus nazaj. Ali kaj redno vadite, se s čim rednim ukvarjate trenutno? Veste kaj, to ne morem reči, ampak izredno veliko pa hodim. Super. Sem pa zelo, nisem pasiven človek, no, sem kar aktivna, ampak bi pa bilo potreben pač nekje v mišice, pa to, kar ste govorili, beljakovine, mišice. Vse to se bomo zmenili, pripravljamo bomo res krasen program. Sem prepričan, da se boste dobro počutili pri nas. Tako da vabljeni že jutri, da se oglasite do nas, sicer vas bomo pa poklicali in se dogovorili z vami. Ja. Najlepša hvala in tudi uspešno naprej. Meni in vam in vsem skupaj. Hvala lepa.
Hvala. Gospa Marjana je tako pozitivna, ne? Zelo Že poklica. In, pozitivna, že vidim, da ima v glasu ne, tisto voljo, da to Ja, pa bo, ne? Zdaj pa je še energijo, dobila seveda. dodatno zagona, ne? Ja, in moram tudi reči, da naš center je zelo pozitiven. Stranke se dobro počutijo. Torej, slišali ste, dragi gledalke in gledalci, nagrado smo podelili tudi v eter. Še v naslednje pol ure imate možnost, da pokličete na številko 015896636, mogoče tudi sami izkoristite to priložnost. Če vzamete letno karto, imate 25% popust, sicer pa pri mesečni karti kar osebno vadbo. Tako, mi smo oddajo pripeljali do konca. Predstavili smo vam športni center Sport Klub, kjer imate res vse na enem mestu, od wellnessa, fitnessa, vadb, celo bazena. Zdaj v drugem delu oddaje pa vas bo Špela mogoče še tako energetsko lahko prečistila, glede na to, da izvaja skalarno terapijo, ki smo jo v naši oddaji že spoznali. Včasih je to potrebno, ne, zato da dobimo novo moč, novo energijo in da mogoče začnete tudi s telesno vadbo. Se vidimo znova jutri, pa lep pozdrav!